Na območju Kolodvorske ulice so redarji stalno prisotni, tako da izvajajo poostren nadzor, se pa seveda zgodi v vmesnem času, ko jih ni, da so tudi nepravilno parkirani avtomobili. Tako da ta nadzor se bo izvajal tudi v prihodnje. Je pa to območje bolj umirjenega, bom rekla, prometa, če vozniki le to ne upoštevajo, zato pristojna policija. Občina Domžale deluje v skladu s sloganom Sožitje z naravo, tako da vsa drevesa načeloma, ki jih moramo odstraniti, nadomestimo z novimi. Ravno tako na Prešernovi, ko smo uredili parkirna mesta, smo zasadili grmovnice in pa tudi drevesa, še vse do vstopa na železniško postajo. Kar se pa tiče blokov tu na Prešernovi, je pa stvar funkcionalnih zemljišč in to morajo pa v bistvu, če se bodo odločili etažni lastniki, ko so odstranili drevesa, če bodo na novo zasadili. Kolesarska steza, ja, na njo smo kar ponosni, gre za državni in občinski projekt, je pravilno umeščena v prostor, sicer ne bi dobili vseh ustreznih soglasij strani Direkcije za infrastrukturo. Tam, kjer se je dalo, smo grmovnice zasadili, ostalo pa ali ne obvladujemo zemljišč, torej nismo lastniki zemljišč, tako da v bistvu dreves tam tudi ne moremo zasaditi. Na Savski cesti, to je državna cesta, imamo vsaj enostranski pločnik na celotni potezi, tako da nobenih pobud ni bilo z te strani, da bi v bistvu postavili še na drugi strani, ker moje mnenje je, da bi pločnike umestili potem tam, kjer pa dejansko kraj še nima pločnikov. Torej gre za državno cesto, tako da jaz mislim, da potrebe ni, da bi vzpostavili še nek dodaten pločnik na drugi strani. Kar pa se hitrosti tiče, je zato pristojna policija, bomo proučili, bomo dali tudi svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, preveriti, kaj na tem delu odseka Savske ceste.